SEMBET je kratica za evropski projekt Sharing European Memories Between Generations, kjer gre v bistvu za prenos zgodovinskega spomina med generacijami. Ta projekt smo v Mestni knjižnici Kranj pričeli januarja 2013 in ga zaključili decembra 2014. Sodelovali smo tudi z drugimi evropskimi državami, kot so Poljska, Španija, Romunija in pa Italija, ki je bila vodilna partnerica tega projekta. Vsem organizacijam, ki so sodelovale, je skupno to, da se ukvarjajo s prenosom spominov, zgodovino in izobraževanjem. Gre v bistvu za projekt, ki želi beležiti in širiti družbeni spomin v okviru medgeneracijskega sporazumevanja. Začetek projekta predstavljajo spomini posameznih starejših občanov, pozneje pa se je projekt razvil in okrepil družbeni spomin v celotni skupnosti. Starejši so posredovali spomine na vsakodnevno življenje, ki bi sicer utonili v pozabo. Gre za spomine na družino, ljubezen, delo, prosti čas, šolo in sicer v okviru Prve svetovne vojne, ki smo jo kot tematiko izbrali v naši knjižnici. K sodelovanju smo povabili predstavnike lokalne skupnosti in Gorenjske knjižnice. Celotno mesto Kranj je obeleževalo spomine na 100. obletnico Prve svetovne vojne. Sodelovale so vse generacije, od najmlajših do najstarejših. V Gorenjskem muzeju smo se sprehodili po razstavi Mirno vojaki spite večno spanje, Gorenjska in Gorenjci 1914 do 1918 v gradu Kizlštajn. Razstava v Gorenjskem muzeju je zgrajena na nekaj stebrih. Eden je pripoved o Soški fronti v Bohinju kot oskrbovalnem zaledju. Drugo so mrtvi Gorenjci te vojne, se pravi okrog 4000 njih. Tretje so spomeniki, ki so jim posvečeni. Vmes pa tečejo osnovni prizori, ki Gorenjsko povezujejo s Prvo svetovno vojno, se pravi 27. domobranski polk, preboj pri Kobaridu z pohodom nemške vojske v Kobarid in pa seveda tisti prizori, ki nas opominjajo na ljudi, naprimer nagrobne ploščice iz pokopališča v Ukancu in portreti padlih iz spomenikov na Gorenjskem. Tako da je to tako pregled dogajanja, kot tudi pregled spominjanja in nekako napoved prizadevanj Gorenjskega muzeja tudi v naslednjih spominskih letih na Prvo svetovno vojno. V tej raznolikosti razstav je ta pomembna zaradi tega, ker ima register gorenjskih mrtvih najbolj popoln in v tem je različno od drugih. Prav tako je pregled spomenikov tisto, kar jo razlikuje. Med predmeti, ki so v taki množici letos razstavljeni, pa imajo ti iz zbirke Malega vojnega muzeja posebno vrednost zaradi svoje patine. Pobrani so bili po bojišču in so prav v tej svoji ranjenosti ali pa oškrbanosti zgodovinski na nek poseben način pripovedni. Tako da je ta vstop teh predmetov zdaj v javnost pomeni tudi napoved postavitve nove stalne razstave v muzeju Tomaža Goca oziroma v Bohinjskem muzeju v letu 2015. V stolpu Pungart je potekala delavnica Pozdrav iz daljnih krajev. Otroci so skupaj z mentorico na razglednice risali svoje motive. S to delavnico, ki je bila predvsem namenjena otrokom od 3. leta starosti, ki še pravzaprav ne vejo, kaj je to vojna, ne vejo, kaj je to orožje in tudi ne vejo, kaj je to nasilje, smo v bistvu želeli predstaviti neko človeško oziroma življenjsko plat tega življenja na fronti in s tem namenom pravzaprav tudi naslov te delavnice, ker smo želeli na ta način poudariti predvsem, da so vojaki, ki so bili na fronti,
torej tudi ljudje, in da se ne samo, da se borijo, ampak da imajo svoja čustva. In tako so mentorice iz Gorenjskega muzeja pripravile torej temo in na to temo so otroci risali razglednice. V Mestni knjižnici Kranj smo v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana pripravili razstavo Kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod, Kranjska v prvem letu Velike vojne. V vitrinah smo razstavili v knjižnici zbrane fotografije, dnevnike in predmete iz tega obdobja. Ta razstava obravnava prvo leto vojne in pa še čas pred vojno. Pripravili pa smo jo iz vseh enot Zgodovinskega arhiva Ljubljana, in sicer iz enote za Dolenjsko, iz enote za Gorenjsko, iz enote v Škofji Loki, iz enote v Idriji in iz enote v Ljubljani. Uporabili smo arhivsko gradivo, predvsem iz naših fondov in zbirk. To smo črpali podatke iz zapisnikov sej, odborov, komisij, raznih odsekov, aprovizacijskega odseka, potem iz fotografij, razglednic, časopisov, šolske kronike imajo tudi ogromno podatkov iz tega obdobja. In potem smo pripravili tudi širšo razlago tega časa, predvsem po vsebini smo se osredotočili na razmere na Kranjskem v tem prvem letu tako imenovane Velike vojne. Že maja letos smo v knjižnico povabili naše obiskovalce in vse Gorenjce, da pobrskajo po svojih družinskih zapuščinah in nam prinesejo predmete, ki jih spominjajo na čas Prve svetovne vojne. Obiskalo nas je kar precej Gorenjcev, ki so prinesli gradivo, ki jih spominja na njihove sorodnike, ki so živeli v času Prve svetovne vojne. Tako smo dobili precej dnevniških zapisov, fotografij, razglednic, drugih predmetov, priznanj in odlikovanj. S temi obiskovalci smo se dogovorili, da nam bodo predmete posodili za razstavo, ki je bila oktobra na ogled v pritličju knjižnice. Iskreno sem vesela in zadovoljna, da sem lahko z majhnim deležem prispevala k otvoritvi te razstave. Kajti to, kar sem našla na podstrehi naše stare hiše, mi je v tistem trenutku, ko sem zapuščeno našla v neki skrinji, ogromno pomenilo, ker je to dediščina naše družine. Sestoji se pa v bistvu iz fotografije našega dedka, ki je sodeloval na soški fronti v Prvi svetovni vojni in je tudi dobil medaljo za hrabrega vojaka. Ko sem izvedela za to razstavo, mi je bila prva pot v knjižnico ponuditi nekaj avtentičnega iz naših krajev, da vidi širši krog ljudi, kajti naš dedek Janez Rajgelj ni o tem nikoli želel nikomur pripovedovati. Včasih mogoče, ko je bil res razpoložen, je kakšno malenkost povedal, pa vendar so se te malenkosti tako izgubile v vsakdanu. Danes pa imamo vse to lepo shranjeno v hiši, v kateri je naš dedek tudi bival. Moj ded Franc Zupančič se je rodil leta 1984 in umrl 1946. Ni bil Kranjčan, končal ampak iz Kamnice pri Dolskem. Končal je pa šolo za geometre v Gradcu. Prva svetovna vojna ga je zatekla decembra 1914 in ko je odhajal na fronto, je s seboj imel majhno knjižico, v katero so mu prijatelji napisali pozdrave in želje za srečno vrnitev.
tako da se je odločil, da bo pisal dnevnike in to je počel do vrnitve leta 1918. Ti dnevniki so se zato, ker ni bilo nobene vestne gospodinje v hiši, ohranili v eni omarici. Hkrati z dnevniki pa tudi približno 300 fotografij, ki jih je naredil sam, ker je fotografiral na fronti in tudi jih razvijal. Hkrati je pa še vse te fotografije po koncu vojne opremil z napisi, tako da se točno ve, kdaj, kje je bilo slikano in kdo je na sliki. V 4 letih so ga vodile vojaške poti po Bovškem, na Krasu je bil, potem v Južni Tirolski, enkrat v Karpatih, 2-krat v Galiciji in slednjič na Sedmograškem v Romuniji, kjer so ga ujeli, tako da je 1 leto preživel potem v ujetništvu blizu Urala. Vse te lokacije je pa vestno poslikal in redno pisal dnevnik. Franc Zupančič se loči od ostalih popisovalcev svojih dogodkov, svojega življenja, potem, da je imel izredno pozitiven, izredno veder pristop do življenja. Na začetku ga je sicer zelo presenetilo, kako je odurna vojska, koliko se matrajo. Potem se je pa kot da bi se odločil, da ne bo več jadikoval, ampak je to tako mimogrede omenil. Sladko je za domovino in cesarja trpeti, recimo tako, malo z ironijo. Zelo izčrpno je pa opisal vse, kar je bilo pozitivnega, plemenitega, dejanja svojih vojakov, ki so se, skratka, bil je en tak dobrovoljček in velik humanist. Tudi opazuje, koliko bolj trpijo navadni vojaki, kot pa on, ki je bil vendarle šarža, nadporočnik in se je zelo trudil tudi, da bi jim olajšal bivanje na fronti. Na literarnem večeru v knjižnici z naslovom Prva svetovna vojna v slovenskem leposlovju je urednica Marjeta Žebovec predstavila pesmi, kratko prozo, drame in spomine slovenskih avtorjev, ki opisujejo trpljenje med Prvo svetovno vojno. Korenine dreves se prijazno objemajo, se raztezajo, se preprezajo in iščejo redilnih snovi in jih srkajo iz iste zemlje krvi. Ko sem raziskovala življenje slovenskih literatov, rojenih v zadnjih desetletjih 19. stoletja, me je pretreslo, kako zelo so ljudje trpeli med Prvo svetovno vojno. In potem, ko sem videla, kako zelo so tudi drugi trpeli zaradi tega, in civilisti, vsi, ne samo vojaki, civilisti tudi, sem se odločila, da bom še več tega prebrala in sem že leta 2008 ob 90. obletnici konca Prve svetovne vojne sestavila spored za literarni večer z enakim naslovom, kot je bil današnji, z umetniško besedo proti vojni. Verjamem, da bo tudi to pripomoglo k temu, da bomo začeli bolj delati skupaj, da bo manj nasprotij, ker konec koncev vojna se začne v vsakem posamezniku, se začne v družini, se začne v vasi in gre potem naprej. V galeriji Lajerjeve hiše se je slikarka Slađana Matić Trstenjak predstavila serijo slik, povezanih s Prvo svetovno vojno, Nebo nad Sarajevom. V Lajerjevi hiši otvarjamo razstavo Nebo nad Sarajevom slikarke Slađane Matić Trstenjak v okviru njene razstave, ki je tukaj razstavljena že nekaj časa na robu gozda. Gre za podobno tehniko, slikarka se nekako sooča
slikarstvom primitivne risbe, recimo temu, in se s temi slikami prikazuje v svoji pač tej tehniki. Na robu gozda in Nebo nad Sarajevom so krili skupaj s tehniko kolažev. Danes razstavlja slike iz cikla slik Nebo nad Sarajevom. Gre za atentat v Sarajevu, za nemirne vode v Sarajevu, mostovi v Sarajevu in pa za Principov most. Slikarka prihaja iz Bosne, iz Doboja, sicer živi pa že nekaj let v Mariboru in je članica tudi raznih slikarskih društev, ter se, mislim, da prvič zdaj prikazuje še v Kranju. V Mestni knjižnici Kranj smo pripravili tematski filmski večer, na katerem smo obravnavali Prvo svetovno vojno na filmu. V današnjem filmskem večeru v Kranjski knjižnici, ki se imenuje S filmom proti vojni, smo si ogledali Chaplinov film Puško na ramo ali Shoulder Arms, ki ga je posnel leta 1918 in je zabavna, pa tudi strupena kritika militarizma. Hkrati je tudi prva komedija o vojni. Drugi del današnjega večera pa je bilo moje predavanje o filmih, ki se ubadajo s Prvo svetovno vojno. Predstavil bom približno 50 filmov, najbolj karakteristične avtorje, pristope, ki se ukvarjajo na različne načine s to veliko tematiko. Na začetku so bili te filmi predvsem propagandne narave, služili so za to, da se mladi vključujejo v vojno, pa da se upraviči angažma vojaški. Potem so pa že postajali proti vojni. Ko se je vojna razvijala, so postajali vse bolj kruti, vse bolj neposredni, vse bolj odprto kritizirajoči vojno. Sodelovanje Mestne knjižnice Kranj pri projektu Sembed je vsekakor velika priložnost in hkrati tudi izziv za našo knjižnico. Najprej zato, ker v sodelovanju z partnerji iz drugih evropskih držav lahko dorečemo metode zbiranja podatkov, ohranjanja spomina, distribucije tega spomina, predstavljanje tega spomina javnosti in tako naprej. To je vsekakor velika pridobitev za našo knjižnico. Na drugi strani pa naša knjižnica s tem izpolnjuje tudi svojo lokalno vlogo, ki postaja vedno bolj pomembna. Ta lokalna vloga je predvsem v tem, da mi zbiramo podatke, informacije, spomine lokalne zgodovine in jih na primeren način te spomine tudi posredujemo nazaj lokalni javnosti. Ta javnost je seveda sestavljena tako iz raziskovalcev, šolarjev, splošne javnosti, lokalne skupnosti in tako naprej. In v naši knjižnici ima ta javnost seveda tudi svoje prostore in načine, oblike, metode, da se s temi spomini potem tudi nadalje ukvarja in jih uporabi za publikacije in tudi raziskovalno delo tudi v bodoče.